Spoštovani gostje, spoštovani poslušalci, dobrodošli na današnjem spletnem strokovnem forumu Finančni ukrepi za zelen in krožen prehod gospodarstva v Sloveniji. Današnji dogodek organiziramo v sodelovanju s SRIP-om Krožno gospodarstvo in CER-om, Centrom energetsko učinkovitih rešitev, Partnerstvom za trajnostno gospodarstvo Slovenije. Namen današnjega dogodka je predstaviti načrt za zeleno okrevanje Evropske unije in predvsem priložnosti za slovenska podjetja, da bodo seznanjena z različnimi finančnimi, javnimi in zasebnimi instrumenti, da bodo lažje pripravila ustrezne projekte in resnično počrpala sredstva, ki bodo na voljo v naslednji finančni perspektivi. Evropska unija je poslala v svet in v vse države članice jasno sporočilo, da je prihodnost zelena, krožna in digitalna. In tudi v Sloveniji se zavedamo nujnosti zelene tranzicije našega gospodarstva in celotne družbe, ter da je pred nami desetletje, ki bo zelo pomembno za razvoj celotne družbe. V CER-u in v SRIP-u Krožno gospodarstvo si prizadevamo sooblikovati spodbudno okolje za razvoj zelenega in krožnega gospodarstva in z vsemi člani sodelujemo intenzivno pri pripravi raznih dokumentov, tudi pri današnjem, ki ima danes roko daje, torej dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. Na današnji posvet smo povabili različne strokovnjake. Vabljeni bodo kasneje tudi drugi, ker vseh na ta dogodek nismo uspeli povabiti. In z današnjimi strokovnjaki bomo osvetlili teme, kot so različne finančni inštrumenti Evropske unije za zeleno rast s poudarkom za priložnosti. Ja? Ključne kriterije in pravila obnašanja, ki bodo pomembni v procesu odločanja in dodeljevanja sredstev, model dobro pripravljenega projekta za pridobivanje evropskih sredstev in najpogostejše napake pri teh projektih, ter primere dobrih praks črpanja evropskih sredstev za zelene in krožne projekte. Za začetek pa vabim na oder prvega sogovornika, vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, da nam predstavi najširši evropski okvir finančnih inštrumentov, s katerimi se bomo seznanili. Gospod Zoran Stančič, vabljeni na oder. Hvala lepa, spoštovani. Najprej najlepša hvala za organizacijo tega današnjega dogodka. Mislim, da je zelo dobro, da smo se zbrali tukaj v tej mešani konferenci, hibridni konferenci, ker na nek način je zelo pomembno, da vidimo, kako lahko skombiniramo oziroma prenesemo te velike strategije, ki so pripravljene na evropski ravni, kot ste lepo rekli, v konkretne projekte, ker na koncu koncev, ali nam bo uspelo kaj narediti, je vse odvisno od tega, kakšni projekti bodo pripravljeni in kaj se bo konkretno naredilo. Kot ste zelo lepo povedali v uvodu, je predsednica Evropske komisije v lani jeseni predstavila zeleni dogovor in to opredelila kot vodilno pobudo in osnovno pobudo za časa svojega mandata. Komisija pa hkrati ocenila, da bo za doseganje sedanjih podnebnih in energetskih ciljev za do leta 2030 potrebno okrepiti dodatno naložbe, in sicer v skupnem obsegu okoli 260 milijard evrov na letni ravni. Zato je komisija že decembra lani predlagala Evropski zeleni dogovor, februarja letos pa ga je še dodatno okrepila zelenim naložbenim načrtom za mobilizacijo javnih naložb in pritegnitev zasebnih sredstev. In vse to se je zgodilo še pred COVID-19 pandemijo. Ob tem bi prvi poudaril, da na ravni EU kriza zaradi novega koronavirusa še zdaleč ni spremenila zastavljenih zelenih načrtov, ravno nasprotno. Marca smo predstavili novo industrijsko strategijo, da bi industriji pomagali pri zelenem in digitalnem prehodu. Na zadnjem izrednem zasedanju Evropskega sveta pa so voditelji držav dosegli politični dogovor o tako imenovanem svežnju za obnovo Evrope. V tem svežnju sicer še potekajo pogajanja v Evropskem parlamentu,
Dejstvo pa je, da je celoten sveženj podpora za Evropski uniji za prehod na zeleno in digitalno. Skratka, že predlagani Evropski zeleni dogovor vsebuje na eni strani akcijski načrt za učinkovito rabo s prehodom na čisto krožno gospodarstvo in drugič obenem tudi obnovo biotske raznovrstnosti in zmanjšanje onesnaževanja. Načrt je prav tako opisal potrebne naložbe in razpoložljive finančne inštrumente za pravičen in vključujoč prehod oziroma zeleno preobrazbo Evropske unije in v luči COVID-19 nam je vsem jasno, da bomo morali še dodatno okrepiti svoje prizadevanja na tem področju. Evropa po pandemiji bo postala močnejša, ker bo morala vlagati v krožno gospodarstvo, ki bo gospodarno z viri, spodbujala bo inovacije na področju čiste tehnologije in ustvarjala nova zelena delovna mesta. Kot je predsednica Evropske komisije sredi septembra poudarila v svojem letnem nagovoru o stanju Evropske uniji, je cilj, da zmanjšamo toplogredne emisije še nadaljne in posledično smo že sredi septembra predstavili načrt za vsaj 55% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji do leta 2030. Ta nov cilj temelji predvsem na celoviti oceni učinka družbenih, gospodarskih in tudi okoljskih vplivov. Za namen moje predstavitve ne bom govoril o vseh potrebnih nadaljnjih predlogih za spremembo podnebne energetske zakonodaje. Gre pa nedvomno za ambiciozen cilj, ki potrebuje ogromne naložbe, kot sem uvodoma rekel. Upam, da boste predstavniki iz gospodarskega sektorja se strinjali z menoj, da je potrebno tesno sodelovanje gospodarstva in tudi javnega sektorja. Potrebne so najprej naložbe v okolju prijazne tehnologije, podpora industriji za inovacije, uvajanje čistejših, cenejših in bolj zdravih oblik zasebnega in javnega prevoza, nadaljnja dekarbonizacija energetskega sektorja, povečanje energetske učinkovitosti stavb, delo z mednarodnimi partnerji, pa bo tudi ključno za izboljšanje globalnih okoljskih standardov. Torej, usmerjenost v zeleno dejansko zahteva spremembo cele vrste pravil, tako naložbenih kot tudi finančnega sistema. Pri financiranju zelenega prehoda bo ključnega pomena seveda tudi zasebni sektor in komisija bo oktobra letos predstavila prenovljeno strategijo za trajnostno financiranje. Prvič namen je okrepitev temeljev za trajnostne naložbe na podlagi taksonomije za razvrščanje okoljsko trajnostnih dejavnosti. Trajnost bi bilo treba dodatno vključiti v okvir upravljanja podjetij, saj se veliko podjetij še vedno preveč osredotoča na kratkoročne finančne rezultate, v primerjavi z njihovimi dolgoročnimi razvojnimi trajnostnimi vidiki. Hkrati bodo morala podjetja in finančne inštitucije razkrivati tudi več podnebnih in okoljskih podatkov, da bodo vlagatelji celoti obveščeni o trajnosti svojih naložb. V ta namen bo komisija pregledala direktivo o nefinančnem poročanju. Drugič, vlagatelji in podjetja bodo imeli na voljo več priložnosti, saj bo poskrbljeno za lažje prepoznavanje trajnostnih naložb. In sicer z jasnim označevanjem naložbenih produktov za male vlagatelje in z oblikovanjem standarda EU za zelene obveznice, ki bodo omogočile trajnostne naložbe. Za vse našteto lahko pride v poštev paleta finančnih inštrumentov Evropske unije, kar vam bom poskušal zgolj na kratko orisati, seveda pa boste danes vedeli dosti več tudi od drugih govorcev. Pri izvajanju evropskih finančnih inštrumentov ima pomembno vlogo Evropska investicijska banka, ki je postala Evropska zelena banka, kar vam bo podrobneje pojasnil kolega iz EIB-ja. V EIB skupino sicer sodi tudi Evropski investicijski sklad EIF. Obenem bo EU zagotovila finančno podporo in tehnično pomoč tistim regijam, ki jih bo prehod na zeleno gospodarstvo najbolj prizadel. Videli ste mehanizem za pravični prehod,
ki bo v obdobju od leta 2021 do 2027 za lajšanje socialno-ekonomskih učinkov zelene tranzicije v tistih najbolj prizadetih regijah pomagal mobilizirati skoraj 100 milijard evrov na evropski ravni. Za Slovenijo vam bo to v nadaljevanju pojasnila kolegica iz Evropske komisije, iz Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko. Predvsem pa so pri prijavah, načrtovanju, črpanju, finančnem inženiringu in tudi sami implementaciji po državah članicah vključene igrajo ključno vlogo pristojne nacionalne oblasti. V Sloveniji so na službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vključeni in vodijo črpanje evropskih regionalnih kohezijskih sredstev, tako v okviru že sedanjega finančnega okvirja, predvsem pa sedaj se posveča zelo veliko dela v pripravah za pripravo naslednjega, torej programa za naslednji finančni okvir. Obenem so danes vrhu vpeti tudi v operativne priprave nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Slednjim bo Slovenija Evropski komisiji predlagala svoje predloge za črpanje Evropskega načrta za okrevanje in aktualne aktivnosti in priprave bomo predstavila predstavnica SVRK-a. Vesel sem pa, da bodo v nadaljevanju današnjega zelenega posveta sodelovali tudi finančni strokovnjaki in ne nazadnje boste tudi od nekdanje komisarke Violete Bulc in tudi predstavnikov gospodarstva slišali o zelenih primerih prakse na evropski ravni. Na Evropski komisiji poudarjamo, da se morajo javna sredstva, tako nacionalna kot tudi EU sredstva, dopolnjevati in pritegniti nadaljne zasebne naložbe in tudi neposredna vlaganja gospodarstva. Torej, če pridem na glavni del moje predstavitve, pandemija zaradi COVID-19 in njene posledice so največji izziv v naši generaciji. Kriza je dejansko prizadela vse, ima neenakomerne učinke med državnimi sektorji in ključna je evropska solidarnost. Načrt za okrevanje je pravzaprav velike izzive, s katerimi se soočamo v vsej Evropski uniji, spreminja na določen način v priložnosti. To je bilo tudi vodilo za Evropsko komisijo, ki je konec maja predlagala obsežen in ambiciozen paket. Ne gre le za podpiranje okrevanja, ampak tudi za vlaganja v našo skupno prihodnost, v zeleni dogovor in digitalizacijo, odpornost naših družb in tudi zdravje našega okolja. Da bi mobilizirali te potrebne naložbe, je komisija predlagala dvojno delovanje, kot se vidi na tej prosojnici. Voditelji držav EU so že 21. julija na izrednem zasedanju Evropskega sveta dosegli politični dogovor z večletnim finančnim okvirom za obdobje 21 do 27, to je skupaj 1100 milijard evrov in tudi z novim instrumentom za okrevanje Next Generation EU v obsegu 750 milijard evrov. Zelo pomembno je, da kar se tiče vlaganj v zeleno, digitalno in odporno Evropo, bo instrument za okrevanje deloval prek 3 stebrov. Prvi steber za podporo državam članicam pri okrevanju, drugi steber za zagon gospodarstva in pomoč zasebnim naložbam in tretji steber za okrepljene programe, ki pomagajo v krizah, kot je ta obstoječa, kar je lepo vidno na tej prosojnici. V okviru Next Generation EU da bi bilo na voljo vse skupaj 390 milijard evrov nepovratnih sredstev in 360 milijard evrov posojil. Za višino posojil se bodo države članice dejansko odločale same. Nepovratna sredstva pa bodo državam dodeljena na podlagi dogovorjene metodologije, kjer so potrebe podpornosti največje, zlasti na podlagi predlaganih reform in tudi konkretnih naložbenih načrtov. Nepovratna sredstva in posojila pa bodo izplačana v obrokih, ko bodo doseženi ključni mejniki in cilji, ki jih bodo države članice opredelile v svojih nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost. Komisija bo v sodelovanju z državami te načrte ocenila na podlagi preglednih meril in tudi sprejela sklep o določitvi finančnega prispevka, do katerega bo država upravičena, ko bodo dosegli te mejnike oziroma cilje. Naš cilj je na vsak način pomagati državam članicam in gre za to, da države članice prevzemajo odgovornost za krepitev gospodarstva, rasti in odpornosti družbe
ter svoje nacionalne načrte za okrevanje in odpornost uskladijo s temi prednostnimi nalogami na ravni Evropske unije. Veste, da zeleni dogovor je pravzaprav pravi naložbeni načrt za Evropo. Zato naj bi bilo kar 37% sredstev tega novega inštrumenta za okrevanje Next Generation EU porabljenih neposredno za cilje Evropskega zelenega dogovora. To so države, kot je Slovenija predstavlja ogromne zneske za podporo na zeleni dogovor. Seveda se pa pričakuje, da se bodo države članice teh zelenih naložb lotile celostno in usklajeno, tudi z drugimi ključnimi dokumenti, kot je recimo nacionalni energetski in podnebni načrt. Kar se tiče digitalne preobrazbe, bi rad poudaril, da mora Evropa prevzeti vodilno vlogo na digitalnem področju. Posledično se torej pričakuje, da se bo v okviru črpanja iz instrumenta za okrevanje Next Generation EU 20% sredstev namenilo za digitalne tehnologije. To so za Slovenijo ogromni zneski. Nov sklad za okrevanje Next Generation EU torej bo financiral okrevanje po državah članicah in njihov zeleni prehod. Za odobritev financiranja bo torej ključno, da bodo države članice v že omenjenih nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost prvič sledile reformnim priporočilom v okviru tako imenovanega evropskega semestra, nadalje namenile 37% za cilje zelenega prehoda in nadaljne 20% namenjene za digitalno preobrazbo. Smernice in navodila državam članicam za pripravo nacionalnih načrtov je Evropska komisija že objavila. Dodal pa bi, da so v primeru Slovenije za črpanje iz inštrumenta za okrevanje pričakuje tudi reformno ukrepanja zlasti na področju staranja prebivalstva, pokojninske reforme, zdravstvene reforme in tudi reforme dolgotrajne oskrbe. Pri pripravah nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost v Sloveniji ter predvidenih reformnih in razvojnih naložbah se bomo nadaljne pogovarjali in tudi bomo slišali od predstavnice iz SVRK-a. Preden končam bi poleg inštrumenta za okrevanje Next Generation EU in regionalnih in kohezijskih sredstev rad omenil še druga EU sredstva po letu 2021 za zelene naložbe, kot so na primer v okviru programa InvestEU, tudi okvirni program za raziskave in inovacije, Obzorja Evropa in tudi inštrument za povezovanje Evrope. Pri naštetih je za Evropsko komisijo ključen partner skupina Evropske investicijske banke in tudi lokalni partnerji v Sloveniji, to SID banka in tudi Slovenski podjetniški sklad. In o aktivnostih SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada bomo slišali danes pozneje. Pomembno je predvsem se zavedati te logike, da je potrebno kombinirati javna sredstva iz Evropske unije z javnimi sredstvi iz Slovenije, tako na državni kot na regionalni oziroma lokalni ravni, s privatnimi sredstvi. In ta logika povezovanja javnih in zasebnih finančnih virov s kombinacijo virov večjih EU programov ni novost. To logiko smo poskušali uveljaviti že v obstoječem večletnem finančnem okviru z EFSI skladom. Na komisiji imamo tehnično pomoč za finančni inženiring, ki to tehnično pomoč nudimo tako prek službe za strukturne reforme, kot tudi preko svetovalnega vozlišča za naložbe pri EIB in v partnerstvu s SID banko. V sodelovanju vam bo tudi članica investicijskega odbora pojasnila, kako Sloveniji se lahko pomaga do več povezovanja zasebnih in javnih naložb in tudi pri kombinaciji različnih EU programov. Na hitro, pomembno je, da za hitro in učinkovito črpanje iz omenjene palete EU finančnih sredstev, da so projekti dobro pripravljeni in tudi zelo pomembno, da so strateško in celostno povezani s temi reformnimi ukrepanji, ki sem jih prej omenil. Za doseganje te kritične mase se lahko vzpostavijo tudi naložbene platforme, na primer prek
več manjših projektov ali pa tudi povezovanja med sektorji, med regijami znotraj države, ne nazadnje tudi čezmejno povezovanje je zelo dobrodošlo. Hvala lepa za vašo pozornost in želim vam uspešen zeleni posvet. Gospod Stančič, najlepša hvala za vpogled v širino vseh teh ukrepov, ki se obetajo in tudi ta pogled, kakšen bi mogel biti od sodelovanja javnih, zasebnih sredstev nacionalnih in regionalnih. Sedaj pa na oder vabim predstavnico službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za predstavitev načrta za okrevanje, gospo Marjano Dermelj. Ja. Pozdravljeni tudi z moje strani. Rada bi se zahvalila, da ste nas povabili tudi v imenu državne sekretarke Monike, tako da upam, da bom dostojno jo nadomestila. Tako da jaz bom zelo na kratko predstavila, kaj se dogaja zdaj v tem trenutku v Sloveniji v zvezi z načrtom za okrevanje in odpornost. Mogoče pa za uvod ena širša slika tega, kaj se nam zdaj v naslednjih 7-8 letih obeta v smislu tega priliva raznih virov, ki jih imamo na voljo. En del je, da imamo še trenutno finančno perspektivo, ki jo moramo še sredstva porabiti. To se je tudi zgodilo v času COVID-a, ko so se tudi določene spremembe na ravni operativnega programa pripravile za to, da se je to črpanje izvedlo in da se je tudi akomodirali te spremembe, ki so bile posledica tega, da smo se soočili s pandemijo. Potem v okviru Next Generation EU ima Slovenija na voljo precej sredstev, ki bo v različnih sistemih skozi REACT-EU, sklad za pravičen prehod in sklad za oziroma načrt za okrevanje in razvoj podeželja pač sprogramirala. In drugo je seveda tretji steber, je pa še to, kar nam bo dodeljeno v okviru naslednje finančne perspektive. Skratka, na voljo bo skupaj okvirno 12,2 milijardi sredstev. In zelo pomembno to, kar smo že slišali danes, je koordinacija, to se pravi, na kakšen način bomo te ukrepe med sabo skoordinirali, da bomo pripravili neko celovito sliko in zelo pomembno tudi razmejevanje med tem, kaj bomo financirali iz enega in iz drugega vira. Zato sta oblikovani dve delovni skupini na različnih ravneh v Sloveniji, ki se s tem ukvarjata. Ena je na višji ravni, druga je pa na tej bolj delovni ravni. Zdaj, malo je bilo že omenjeno. To se pravi, vsebina, če se osredotočimo na nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, vsebina bo mogla biti skladna s smernicami Evropske komisije in bo izhajala iz priporočil, ki jih je Evropska komisija pripravila za Slovenijo in v letih 19 in 20, kjer pač nismo naredili napredka, potem poročila o državi. Treba se bo navezati tudi na novo letno strategijo za trajnostno rast, ki je bila tudi nedavno objavljena, in seveda v slovenskem kontekstu tudi na to, kar nam UMAR priporoča v svojem poročilu o razvoju in drugih strateških dokumentih, kot je recimo nacionalno-energetski podnebni načrt, ker vemo, da je to eden od temeljnih dokumentov, ko govorimo o tranziciji v nizkoogljično družbo, ki bo determiniral zdaj srednjeročno, potem tudi neka dolgoročna vlaganja in tudi politike. Zdaj, nujno bo, da bomo, če govorimo o načrtu za okrevanje in odpornost, povezali ta del odprave strukturnih pomanjkljivosti, to se pravi reformni del, s tem delom, ki se bo potem odražal v vlaganjih v investicijskem delu. To se pravi, primer recimo pri energetski prenovi ali pa energetski učinkovitosti, identificirane ovire, ki so že tudi na nek način opredeljene v nacionalno-energetskem podnebnem načrtu, ki so sistemske narave, to se pravi, bomo mogli odpraviti z nekimi reformami,
zato da bomo potem vlaganja v energetsko učinkovitost v različnih sektorjih, tako v zasebnem kot v javnem, lahko hitreje začeli izvajati. Zdaj, neka struktura načrta za okrevanje, ki je predvidena za pač v Sloveniji, je neka 5-stebrna struktura, v kateri bi ukrepe ali pa bomo ukrepe razporedili v 5 stebrov: podporno okolje za podjetja, digitalna Slovenija, trajnostni in zeleni prehod, na znanju temelječa družba in pa turizem in kultura. Hkrati pa tudi seveda nek reformni del, ki se bo odražal tudi na reformah, kot smo že slišali, kjer je potreba identificirana in na področju trga dela, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, finančnega, fiskalnega sistema in pa tudi zmanjšanja administrativnih ovir. Skratka, tudi znotraj teh vertikalnih stebrov, kot sem pa že prej omenila, bodo pa tudi določeni vidiki, ki jih bo treba izpostaviti in bodo reformne narave. Glede na to, da je danes taka tema, kot jo imamo, znotraj tega stebra trajnostni in zeleni prehod imamo dva neka taka sklopa. Prvi je bolj na temo energetskega dela, to se pravi, gre za učinkovito rabo energije, bodisi z investicijami v pač podjetja, bodisi sanacijo javnih stavb. Seveda za dekarbonizacijo preskrbe z energije bodo ključni obnovljivi viri energije in pa krožno gospodarstvo, ki je eden od temeljnih omogočevalcev prehoda v nizkoogljično družbo, ker lahko zelo veliko prispeva k dekarbonizaciji. Pomemben del je tudi trajnostna raba zemljišč, zato da iz teh zemljišč dejansko generiramo tako imenovane ponore, ne pa emisij, in seveda tudi vidiki, ki so recimo bolj v kategoriji prilagajanja na podnebne spremembe, to se pravi odprava ali pa preprečevanje posledic, ki jih imamo zaradi podnebnih sprememb, predvsem recimo poplave in pa plazovi. Ta del je tisti, ki se nanaša, če govorimo v tem zelenem delu, na odpornost. To se pravi, določene spremembe podnebne že imamo in zdaj moramo v bistvu sistem prilagoditi tako, da postane bolj odporen. Drug sklop je pa seveda področje povezljivosti, ki je pa bolj, oziroma bodo ukrepi bolj namenjeni področju mobilnosti, kjer bo poudarek tako na trajnostni mobilnosti, tudi na digitalizaciji in pa seveda tudi na razvoju ustrezne infrastrukture za to, da bomo prišli do bolj trajnostnega mobilnostnega modela. Mislim, da bo ključno tudi pri celi tej zgodbi ne samo ta, rekla, stebrna struktura, ki smo jo videli, ampak tudi neko celovito povezovanje in sinergije med posameznimi področji, to se pravi, kako lahko digitalizacija podpre zeleni prehod in obratno. In mogoče kot eden od primerov projektov, ki bi jih želeli skozi to zgodbo podpreti, je projekt, ki se pripravlja že 2 leti skupaj z EIT, to se pravi European Innovation Institute for Innovation and Technology, z njihovimi KIK-i, Climate KIK in Raw Materials in z JRC-em. Gre pa za projekt, kjer bi želeli 17 različnih programov povezati na tak način, da bi zagotovili sistemski prehod. To se pravi, od izobraževanja do podjetništva, do recimo tega, kako oblikovati neke finančne sisteme za to, da bodo lahko financirali to transformacijo. In tukaj bo ključno to, kar je danes tudi bilo že rečeno, povezovanje javnih virov in nacionalnih in drugih in seveda tudi vlaganje oziroma odprava ovir oziroma ustvarjanje takega sistema, ki bo omogočil, da se tudi zasebna sredstva vložijo v ta prehod, ker
vemo, da brez zasebnih virov takega prehoda pravzaprav ne bo oziroma bo zelo težko dosegljiv. In seveda, ko govorimo o prehodu, govorimo o sistemski naravi. Prehod v nizkoogljično družbo je sistemski prehod in zahteva sistemski pristop k reševanju problemov in to je recimo bi bil ta projekt kot neka pilotni projekt, s katerim bi poskušali stvari na tak način reševati. No in za zaključek, zdaj samo mogoče kaj nas čaka v smislu časovne dimenzije, kako se bodo te izplačila nekako zaključevala. Do konca 2023 imamo na voljo sredstva, oziroma bo treba porabiti sredstva, ki so v trenutni perspektivi in v REACT-u, potem do konca leta 2026 vsa sredstva, ki bodo na voljo skozi Sklad za pravičen prehod, načrt za okrevanje, razvoj podeželja in pa tudi ta del, posojilni del, ki se nanaša na načrt za okrevanje in do konca leta 2029 sredstva, ki bodo namenjena preko nove finančne perspektive in v kmetijskem delu in v tem delu kohezijskem. Morda zdaj neka časovnica, ki je tudi evropska, samo za zaključek, to se pravi v letu načrte za okrevanje lahko države začnejo neformalno usklajevati z Evropsko komisijo že zdaj v sredino oktobra, formalno pa potem, ko bodo sprejeti tudi ustrezni predpisi. Skrajni rok za predložitev načrtov je konec aprila in kot je bilo že rečeno, sistem v tem delu je tak, da bomo poplačila v nacionalni proračun dosegali šele potem, ko bomo dosegali opredeljene cilje in mejnike in to je v bistvu pač kar pomemben dejavnik za to, da bo to, kar bomo predlagali, dejansko tudi izvedljivo in pač, ja, izvedljivo v času opredeljenem. To z moje strani, hvala lepa. Gospa Grmel, najlepša hvala za ta vpogled in predstavljeno časovnico. In tudi mi si iskreno želimo, da vaš pilotni projekt, ki bo pomemben za celo državo, čim prej zaživi. Naslednjo predstavitev bo imela predstavnica Evropske komisije, Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko, DG Regio, gospa Tonka Matić, govorila bo o vlogi kohezijskih sredstev in skladom za pravični prehod. Danes vam bom povedala nekaj o tem, kako kohezijska politika lahko naslavlja zeleni prehod. Če kar začnem tam, kjer je gospod Stančič zaključil, torej v prihodnosti se bodo lahko projekti financirali iz dveh različnih vej financiranja, ki jo podpira Evropska unija. Torej, prva je Next Generation EU, znotraj tega spada REACT-EU in pa mehanizem za pravični prehod. In pa druga veja, ki spada pod tako imenovan večletni finančni okvir in kohezijska politika kot taka, kot jo tudi vi verjetno poznate, spada pod večletni finančni okvir. Torej, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, kohezijski sklad in pa nov sklad, ki se mu reče sklad za pravični prehod, bodo vsi podprti strani večletnega finančnega okvirja. Kot lahko vidite, so nekateri skladi na voljo le preko večletnega finančnega okvirja, drugi so hibridni, kot recimo mehanizem oziroma sklad za pravični prehod, ki je delno podprt strani večletnega finančnega okvirja, delno pa podprt strani Next Generation EU, in pa REACT-EU, ki je podprt izključno strani Next Generation EU. Če nadaljujemo z nekaj osnovnimi načeli kohezijske politike, kot prvo bi rada povedala, da je zelo pomembno načelo osredotočenosti. Torej, osredotočenosti sredstev, največ pomoči gre manj razvitim regijam. Osredotočenosti usmeritev, torej
Sredstva se osredotočajo na področja, kjer Evropska unija vidi največjo dodano vrednost oziroma potrebo. Torej, v naslednji finančni perspektivi bosta to zeleni in digitalni prihod. Tretja vrsta osredotočenost je osredotočenost porabe. Torej, vsako leto ima svojo alokacijo in ta alokacija se mora porabiti v 2 oziroma 3 letih po tem letu. Eno načelo, ki se zelo dostikrat tudi pozablja, je načelo deljenega upravljanja. To pomeni, da se kohezijska politika ne upravlja izključno strani države članice in prav tako tudi ne izključno strani Evropske komisije. Kohezijsko politiko upravljata tako država članica kot komisija. Zato rečemo, da imata deljene pristojnosti. Torej, delata z roko v roki. Naslednje načelo je načelo partnerstva. Torej, pomembno je, da so vse različne vrste oblasti, nacionalna, regionalna in lokalna, vključena v pripravo, implementacijo in evalvacijo projektov. Potem načelo dodatnosti, katero se tudi mogoče velikokrat pozabi, kar pa pomeni, da evropska sredstva niso nadomestilo za sredstva iz državnega proračuna. Evropska sredstva morajo biti dodatna sredstvom iz nacionalnih proračunov. Če samo na hitro tudi orišem postopek kohezijske politike, torej enkrat, ko je sprejet proračun Evropske unije, se začnejo posvetovanja oziroma pogajanja med Evropsko komisijo in državo članico glede programov in partnerskega sporazuma. Ko je to enkrat zaključeno, se začenja implementacija in ko se začnejo ustvarjati stroški, pošlje Evropska komisija zahtevek za plačilo, pošlje država članica zahtevek za plačilo Evropski komisiji in le-ta potem potrdi in izplača sredstva. Kot lahko vidite na zemljevidu, bo v prihodnosti Slovenija razdeljena na 2 regiji, kot tudi v bistvu do sedaj. Vzhodna Slovenija bo spadala pod manj razvite regije, kar pomeni, da bo v njo osredotočeno ogromno pomoči, in pa zahodna Slovenija bo klasificirana kot tranzicijska regija, kar pomeni, da bo dobila malo manj pomoči kot vzhodna regija, ampak še vseeno več kot pa recimo, če bi imeli neko regijo, ki bi bila klasificirana kot zelo razvita regija. Glede ciljev kohezijske politike, torej tiste, ki spada pod večletni finančni okvir, lahko povemo, da ima 5 glavnih ciljev in eden od teh je tudi bolj zelena, nizkoogljična Evropa. Kaj lahko podpiramo znotraj tega cilja? Tole. To so v bistvu področja, v katera se lahko investira v prihodnjem obdobju. Področja so več ali manj zelo podobna tistim, ki jih imamo že v trenutni finančni perspektivi. Če pogledamo bolj podrobno energetiko, lahko vidimo, da tudi nekatere potencialne investicije niso upravičene, kot recimo v jedrsko energijo, v ETS sistem, v velika podjetja, v fosilna goriva, kar je vse dokaj razumljivo. Pomembno je tudi povedati, da preden lahko Evropska komisija povrne stroške državi članici, mora država članica izpolniti tako imenovane omogočitvene pogoje. In za energetiko so to strateški okviri za vlaganje v energetsko učinkovitost stavb, nacionalni energetski in podnebni načrt in pa spodbujanje obnovljivih virov energije. Kar se tiče okolja in klimatskih sprememb, prav tako lahko rečemo, da obstaja nekaj investicij, ki načeloma niso upravičene, torej vlaganja v zbiranje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah pod 2000 prebivalcev, če seveda niso pokrite vse večje aglomeracije. Potem naložbe v odlaganje odpadkov v odlagališča, v sežigalnice, naložbe v Naturo 2000, ki ne prispevajo k trajnostni uporabi teh območij. In pa tudi prav tako obstajajo nekateri omogočitveni pogoji, ki jih je treba izpolniti, da bi se lahko
začelo povračilo stroškov strani Evropske komisije, kot recimo načrti za obvladovanje tveganja nesreč, za naložbe v vodni sektor, odpadke in pa za naložbe v Naturo 2000. Če zdaj pridemo na hibridne instrumente, eden od teh je sklad za pravični prehod. Bil je primarno ustanovljen v okviru kohezijske politike, torej večletnega finančnega okvirja, ampak so se ga odločili še ojačati in ga nekako naslavljati tudi znotraj Next Generation EU. Primarno je namenjen ekonomski diverzifikaciji, prekvalificiranju, sanaciji okolja, lahko pa se uporabi tudi za dejavnosti, ki so povezane z energetskim prehodom. Namen tega sklada je, da res pomaga najbolj prizadetim območjem, torej zelo skoncentriranim območjem, ki so približno tako veliki kot statistične regije v Sloveniji ali celo manjši. S tem namenom je Evropska komisija v poročilu o državi leta 2020 predlagala, da se v Sloveniji ta sredstva usmerijo v 2 regiji, torej v Zasavje in v Savinjsko-Šaleško. Seveda pa to ni izključna odločitev Evropske komisije, ko smo že prej govorili o deljenem upravljanju, in trenutno je na potezi država članica, da se odloči, v katere regije bi rada vlagala in potem to usklajuje z Evropsko komisijo. Če nadaljujem pri instrumentih, ki več niso hibridni, ampak so osredotočeni izključno znotraj Next Generation EU-ja, je pa to React EU. Namenjen je temu, da nadaljuje in razširja ukrepe, ki so bili sprejeti pri odzivanju na pandemijo, in pa da nekako naredi prehod med trenutno finančno perspektivo in naslednjo finančno perspektivo. Dodatna sredstva znašajo 47,5 milijard evrov, alokacij po državah nažalost še nimamo. Je pa potrebno sredstva porabiti med leti 2021 in 2023. Obdobje torej ni zelo dolgo in zato komisija poskuša prenesti sporočilo, da je potrebno čim prej začeti z razmišljanjem o projektih. Kar je še pomembno omeniti je, da je mogoče 100% sofinanciranje projektov, kar je res dobra priložnost, da se realizira potrebne projekte. Primarno je React EU namenjen naložbam v zeleni in digitalni prehod, lahko se pa z njim financirajo še ostale zadeve, kot recimo naložbe v mala in srednja podjetja, v zdravstveni sistem, v turizem, torej v bistvu vse, kar je bilo na nek način prizadeto tekom krize. Preden zaključim, še samo bi rada povedala, kaj je to dober projekt in kako narediti dober projekt. Kot prvo, dober projekt je projekt, ki je v skladu s prioritetami EU. Dober projekt je tudi projekt, ki je v skladu z operativnim programom, torej se ga da umestiti v enega izmed ciljev programov oziroma programa. To je tudi projekt, na katerem delajo ljudje z zadostno kapaciteto za implementacijo, za načrtovanje, torej da imajo zadostno znanje, da je zadosti ljudi, ki lahko naslovi oziroma implementira določen projekt. Potem seveda dialog s posredniškimi organi in organom upravljanja, ki je definitivno ključnega pomena za uspeh projekta. Potem jasno zastavljeni cilji, torej da vemo, kaj želimo doseči in kakšne posledice bo imela implementacija tega projekta. In tudi jasno zastavljeni kazalniki. Namreč, če kazalniki niso jasno zastavljeni in merljivi, potem zelo težko poročamo o tem, kaj je projekt dosegal. Seveda pa je končni namen, da smo sposobni reči, kaj je projekt dosegal in da lahko to tudi komuniciramo naprej. Prav tako seveda je pomembna tudi fleksibilnost, kot smo se naučili v času pandemije. Če se ne prilagodimo na nove okoliščine,
Nažalost, pride do zamud, pride do povečanih stroškov in tako naprej in seveda si tega ne želimo. Na desni strani slajda imate napisane tudi nekatere vire, ki vam lahko pomagajo pri pripravi na projekte, pri analiziranju prioritet Evropske unije in tako naprej. To je to z moje strani, če pa še imate kakšno vprašanje, sem pa na voljo. Gotovo imamo vsi veliko vprašanj, ker smo danes omejeni s časom. Vas vabimo, da nam vprašanja vsi gledalci posredujete in jih bomo skomunicirali z predstavniki, s predavatelji in vam ustrezno odgovorili. Delili bomo z vami tudi vse posnetke in prosojnice, tako da bo celoten današnji dogodek na voljo tudi po dogodku. Naslednjega vabim na oder vodjo Evropske investicijske banke v Sloveniji, da predstavi podporo Evropske investicijske banke v zelenih projektov. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. So, Mr. Francesco Ferrero, kindly welcome to the stage. Dobar dan, good morning everybody. Upam je v redu, če predstavim angleščini. So, I'll continue in English. Thanks very much for the invitation. Here I would like to introduce EIB for those who are not familiar with us. Perhaps everybody has heard EIB, but maybe it's worth mentioning who we are. So essentially, EIB is a public institution, is a European institution. So essentially, we work to further the policy objectives of the European Union. We cooperate very strongly with the European Commission. For instance, some of the initiatives, well, maybe the most important famous one is EFSI, and going forward, InvestEU. And essentially, it's worth stressing that we finance projects. So we don't just provide finance for general purposes. At the same time, we are also a bank. So we are a AAA rated institution that has a very low cost of finance, which we use to transfer to our project. So our projects tend to receive very cheap long-term financing from us. And we work with the private sector, trying to crowd in, and so to bring more resources from the private sector as well. That said, the EIB has changed and is changing in a sense that we want to be the Europe and the world's climate bank. In a sense, we are already the world's biggest multilateral bank. And for the time being, in the recent years, we were financing approximately 30% of our annual volume was dedicated to climate. Now we want to raise this. Our objectives are becoming more and more ambitious in this. So we are aligning by the end of this year all of our financing to the Paris goals. And this will mean several things, including phasing out fossil fuels and making sure that all the projects are not in contrast with the objectives of Paris. That said, I think it's worth also putting some figures to what I just mentioned. So these are those were in 2019, the numbers that we have financed directly with our projects in the area of climate action. We call climate action a number of sectors that are all interrelated. So now I would like to perhaps spend a minute or two showing that when we talk about green or sustainable finance, there are many things that come together under the same headers very often. So there are the dimensions that we're talking about are both in capital markets and banks. They refer to public sector and so the grants being available. And of course here, it's impossible not to mention the Next Generation EU and all the initiatives of the Commission. These also has implications in terms of financing, because very often we try to mix up the grants being available for projects with our lending. So to strengthen the financial support of projects. Of course, also the regulation and in particular the taxonomy, the CO2
trading scheme that the European Commission is developing. All of these are hugely important and ambitious aspects of climate finance. Here, maybe it's worth mentioning that the EIB was the first issuer in the world in 2007 of a green bond, and that market has exploded and it's become very, very important. Moving on to what we do directly. Very often we are asked, what can EIB do in financial terms? Well, these are roughly three main areas of how we operate financially. So we provide direct loans to large projects. I say large because typically EIB was born as a bank that was financing infrastructure, then has morphed and has taken over activities in many other sectors. For instance, we are a major supporters of SMEs all over Europe, but the fact of moving the EIB machinery, where we assess quite in depth a project with economists, engineers, and so on under many dimensions, requires a certain minimum amount. Therefore, the other means by which we try to support the European economy in general, and more specifically green projects, is providing loans by intermediaries. So we provide cheap long-term financing to commercial banks and national promotion institutions such as SIB Banca that we'll speak later. And these are probably the two main areas of activities. I'll say more about how this was declined in the Slovenian case. Also important are our activities in funds, where we basically provide risk capital to privately managed funds. This is very important because funds themselves will have their own reasons, policies, scrutiny of projects, and so on. And most important, they have private money. So there we typically put minority equity into funds, also requiring certain policy types of investments by the funds themselves. And all of these, it's a relatively recent area of activity for EIB, but already we have invested in almost 100 funds. And our investments has generated quite a high total investments in final projects being promoted by those private funds. Finally, we try more and more to be operating alongside grants, as I was mentioning. This means that whereas the grants are an important component for projects, and often projects that would have difficulties to move on and to be developed without, let's say, some free money components, EIB is providing the debt part to it, very often using the equity, the grant component as equity in the project, so to lower the risk for EIB and for private investors to the project. I'll try to give some example of these, but perhaps it's also worth mentioning that EIB also has important advisory activities, which means essentially to consult, to advise the promoters of projects to make sure the projects are prepared properly in the pre-financing phase so that they become bankable by us, but also by the private sector. And this is a hugely important area, which is also supported by the Commission. So we work in close cooperation here. Perhaps it's worth mentioning that we are cooperating very closely with SIB Banca on this. So they are our partner to deliver locally advisory on behalf of our advisory hub. Here we also have Elena, which is quite relevant in Slovenia, so technical assistance for the preparation of energy efficiency projects. And we have recently developed a new initiative called Urbis, which is a one-stop shop, so a single point of contact and reference for cities in Europe, cities and also smaller size municipalities. So basically a single place to see everything which is available for developing city-level projects. And there are also other activities. I won't really delve into that, but such as cooperating on setting the EU taxonomy, green bond standards, for which EIB had a primary role. Now,
I would like to say also what we are doing, what we've done in Slovenia, of course, focusing on the area of climate, green, sustainable projects. Traditionally, we have financed quite a lot of projects in the infrastructure realm and for SMEs supporting banks, especially after the financial crisis. But here I would like to stress how the means for EIB to provide financing to the smaller needs of the country, to smaller investments, where we cannot finance directly a certain project, is to provide long-term funding to intermediaries. So in this case, SID Banka was our primary partner in Slovenia. We have financed, going by memory, I think close to 1 billion of contracts signed since 2013, certainly after the financial crisis. But we also provided long-term financing to Ecos Clubs that in turn can provide loans or combine them with grants for their purposes. A different type of activity here that a loan that we signed this year, so with Resalta, an ESCO company, so that provides energy efficiency services. And here we have provided a new in financial terms, new format for EIB. So it's called venture debt. It's not the traditional form of senior debt, but rather it's a higher risk instrument, which also was useful for Resalta, which is a company growing and perhaps not the traditional side of corporates that EIB supports. And this was also made possible by resources provided by EFSI. Other projects which are equally important, I would say, in the transition, we have financed Elektromaribor and Elektroprimorska this year, so supporting the electricity distribution network. So the low voltage distribution is hugely important to support all the new renewable generation that's going to be put into the network, heat pumps, smart meters. So essentially their projects were scrutinized by them. So our due diligence made sure that really their projects are essentially building the infrastructure that will be needed for the transition in terms of electricity grids. I was mentioning Elena, which is our advisory support, also providing, in this case, grants that EIB is managing. So for preparation of energy efficiency projects. Here, but I'm just mentioning the ongoing one because there were also others already completed and we have more requests coming. So here I think it's quite interesting that, as you can see, these two frameworks, if you will, EIB, or Elena rather, was providing 2 million euros for the preparation of feasibility studies and the documentation for going to tenders on the market and so on. So a number of consultancy activities. And here this relatively small amount is able to leverage and essentially to prepare up to 58 million of investments for renovation of buildings in the first case, and just fairly rather smaller amounts, but still with fairly large leverage in that sense. So I hope this gives some sort of overview of what we can do. So the projects are all different and require different means. Here, perhaps I wanted to stress on this slide, which I missed, so probably was a bit too rush. So essentially, I think it's important to remember that finance and support in a circular economy for us and for all other providers of finance, there is no one-size-fits-all solution. So the funding needs vary, the type of project vary, and that's what we try to address with a number of instruments. So back to last slide, it was a big thank you for the attention and to the organizers. Thank you, Mr. Ferreira, for the introduction of what kind of financial support can you offer. And we are sure that with
the partners of both organizations, we would like to be in touch with you for further projects. Naslednjo sogovornico pa vabim po spletu, gospo magistro Violeto Bulc, nekdanjo komisarko, da nam predstavi svoje izkušnje iz preteklosti in pogled na Evropo na pragu zelene tranzicije. Gospa Bulc, dobrodošla. En lep pozdrav vsem skupaj. Vsem govorcem hvala za ta široko predstavitev ključnih usmeritev Evropske komisije in Evropske unije v naslednjem obdobju. Jaz sem bila pa naprošena, da podelim z vami malce izkušnje ozadja in kje vidim, da bojo prelomni trenutki v odnosu do implementacije. Kot prvo bi rada zelo jasno poudarila, da vse, kar smo danes že slišali, seveda so sprejemale v zadnjih 6 letih države članice. Tako skozi svet, kjer so to sprejemali na posameznih področjih ministri, potem zavezale so se vlade, skozi parlament, kjer so o tem odločali poslanci, vključno slovenskimi europoslanci, in seveda komisija, ki je vse te podlage pripravila in se potem tudi v pogajanjih ves čas aktivno udeleževala pri nastajanju končne verzije. Tako da to je naša skupna zgodba. To je moje prvo sporočilo. To ni nastalo v uradniških pisarnah, ampak se je razvijalo skozi, ne samo skozi en mandat, ampak lahko rečemo v zadnjih 2-3 celo mandatih. Tako da, če kdo, Evropska unija kaže ves čas na kontinuiteto in predvsem na to, da kako zelo je ta kontinuiteta pomembna tudi na lokalnem nivoju. In tukaj je ena stvar, kar seveda apeliram vse, ne glede na to, v katerih oblikah in katerih inštitucijah se aktivirate, da vendarle imamo, ko govorimo o zeleni transformaciji, v mislih vsaj 30 let. Evropska komisija je že v preteklosti, pa tudi ostale evropske inštitucije, smo imele ves čas v mislih obdobje do 2050. Ko smo pripravljali izhodišča in potem jih seveda razgradili, tako rekoč z reverse engineeringom, na obdobja, ki jih pokrivajo posamezne finančne perspektive. Brez te dolgoročne perspektive se ne bomo znali pravilno odločati in ne bomo znali se aktivirati in sodelovati. In še enkrat apeliram, da tudi ko Slovenija razmišlja o kakršnihkoli strategijah, sploh vezanih na zeleno prenovo in pa na zeleno Evropo, da sledi temu konceptu dolgoročne strategije in potem razgrajuje nazaj v skladu z operativnimi načrti. Drugo sporočilo, ki ga želim še enkrat poudariti in so ga večina govorcev v svojih govorih že omenili, je, da za to strateško prenovo potrebujemo sistemski pristop. Zdaj pa seveda, da ne bomo mislili, da je ta zelena prenova in sistemski pristop kar sama sebi namen in da je zdaj to glavni cilj. V resnici je to orodje. Orodje, ki predvsem sledi dvem ključnim potrebam. Prvo, da si sploh zagotovimo nadaljnje sobivanje kot človeška rasa na tem planetu Zemlja, kar je, se mi zdi, zelo, zelo pomembno. In pa drugo, da Evropi zagotovimo ustrezen prostor, kjer lahko še naprej razvija svoje kapacitete in deluje kot globalna velesila in s tem pripomore tudi k razvoju celotnega planeta in seveda kasneje tudi še bolj aktivno vlogo pri prenosu te naše civilizacije tudi v širši galaktični prostor. In to je treba imeti v mislih. In verjamemo, da to lahko dosežemo z zeleno strategijo, verjamemo, da to lahko dosežemo z to zeleno transformacijo. In še enkrat, vse to so orodja, ne pa cilji. In bodite pozorni, da vedno znova razumemo, zakaj to delamo. Kaj je namen? In vse ostalo, seveda, so pripomočki, da ta namen tudi manifestiramo.
Ponovno bi potem samo poudarila to, upam, da tam smo bili še skupaj, ko sem govorila o tej potrebi o širši časovni perspektivi. Naslednji pomemben element je pa ta horizontalna perspektiva, ki smo jo tudi slišali že v prejšnjih govorcih, pa bi jo rada poudarila kot eno izjemno pomembnih. In sicer, da se dejansko povezujejo različni portfelji in iščejo skupne horizontalne rešitve, projekte, ki potem pripomorejo k še močnejšim multiplikativnim učinkom. Danes, če pogledate socialne medije, boste videli, da so praktično vsi, ne glede na to, o katerem portfelju govorimo, zeleno obarvani. Pa ne gre tukaj za človekove pravice, kjer seveda zdaj govorimo o tej tako imenovani nastajajoči zeleni revščini, kjer seveda je potrebno ravno tako se posvečati tem družbenim in socialnim vplivom, do zelenih tehnologij, zelenih inovacij, do zelenega prometa, zelene energetike, zelenih rešitev in seveda celotnih ekonomskih zelenih modelov, kjer pa prevladuje koncept krožnega gospodarstva, za katerega se je Evropa že v prejšnjem mandatu odločila, da bo to njen osnovni ekonomski model in tudi eno osnovnih orodij za transformacijo. Ne vem, če ste me takrat še slišali, ko sem predvsem poskušala vam vsaditi v vaše misli in srce to, da je zelena strategija in zelena transformacija orodje, ne pa cilj. Cilja sta dva zelo jasna, če jih še enkrat ponovim. Prvi je, da seveda moramo poskrbeti, da bomo lahko sploh sobivali na tem planetu Zemlja kot človeška bitja, se pravi je preživetje človeške rase. In drugi cilj je, da Evropa si zgradi okvir, v katerega lahko nadaljuje svoj globalni razvoj in seveda ostaja med globalnimi velesilami. Zato je predvsem ta zelena transformacija tudi politični projekt in se ga je treba zavedati, je projekt stabilnosti, neodvisnosti in globalnega leadershipa oziroma voditeljstva. In v okviru te namere in te želje, če hočete, te neke vizije, pa se pojavljajo zdaj vsa ta orodja. Kadarkoli boste razmišljali o zelenih projektih, razmišljajte tudi o tem. To je moje povabilo. Kot rečeno, krožno gospodarstvo je verjetno eno tistih najmočnejših orodij, s pomočjo katerih bo Evropska komisija pomagala državam članicam v tem tranzicijskem obdobju. In zelo aktivno številne projekte in tudi Slovenija je tukaj predvsem s pomočjo nekaterih naših ambasadorjev, predvsem kot je recimo Ledeja Gonja-Košir, pa tudi naš bivši komisar, gospod Potočnik, ki v globalnem kontekstu močno delujeta na področju krožnega gospodarstva in sploh konceptualno pomagate skupaj z ostalimi kolegi pri postavljanju zelenih načrtov po celem svetu. Jaz upam, da seveda bomo tudi v Sloveniji pristopili sistemsko in malo me skrbi, ker imamo že ogromno nekih izvedbenih načrtov na mizi, strategije pa še vedno ni. In zakaj je to tako zelo pomembno? Zato, ker samo, če imaš en strateški okvir, ki je recimo napisan na 2 straneh, takrat se lahko samozavestno potem deležniki povezujejo, ker vedo, kaj je tisti dolgoročni cilj, ki ga zasledujemo in kjer se lahko seveda suvereno med sabo povezujemo, ne samo znotraj države, ampak tudi čezmejno in na nivoju celotne Evropske unije, skozi nekatere programe pa tudi na globalu. Že danes je bilo omenjeno, da bo nekaj ključnih projektov, ključnih področij, ki bodo še posebno, kjer se bo Evropska komisija še posebej osredotočala pri iskanju novih rešitev. Danes je treba zelo jasno povedati, da največji onesnaževalci so znani. To je energetika na prvem mestu, promet na drugem, kmetijstvo na tretjem. In vkolikor države članice ne bomo aktivno pripravile jasne strategije, kako se bo zmanjševali, ne samo toplogredni plini, ampak celoten koncept razvoja teh 3 sektorjev, potem seveda ne do leta 2030, ne do leta 2044, pa ne do leta 2050 ne bomo imeli zaželenih rezultatov. Ogromno je možnih poti, vendar še enkrat, kolikor bojo to fragmentirane in bo vsak poskušal po svojih najboljših močeh nekaj narediti, ne bo to dovolj.
Nujno je povezovanje, nujne so horizontalne mreže, nujno je strateško usklajevanje, zaradi tega, da dosežemo te multiplikativne efekte. Pri energiji, recimo, bo eden glavnih, če pogledamo vsebinskih sprememb, ki se že danes odvijajo, spet v luči tistih začetnih ciljev, ki sem jih omenila. Prvič, da se zagotovi večja energetska neodvisnost Evrope in hkrati s tem tudi močnejša potem politična neodvisnost in stabilnost, gospodarska stabilnost. Ker kot veste, evropsko gospodarstvo še danes absolutno premočno zavisi od nafte, ki je pa seveda pri nas na evropskem kontinentu skoraj da nimamo. Zato je tak ogromno osredotočenje zdaj na alternativna goriva, na alternativne vire energije, kjer seveda bi potem mi z ustreznimi tehnološkimi inovacijami, predvsem kot so zalogovniki oziroma elementi za shranjevanje električne energije, bi mi lahko potem dosegli večjo stopnjo neodvisnosti in seveda imeli potem dovolj zaloge električne energije, tudi iz obnovljivih virov, ki pa, kot veste, so nestabilni in zaradi tega zahtevajo shranjevalne kapacitete. Hkrati s tem pa je seveda potrebno zagotoviti tudi ustrezno infrastrukturo, ki bo potem diseminirala to vrstno energijo, kjer pa v igro že stopi tudi promet. In tukaj se tudi nakazujejo te zelo tesna sodelovanja med energetsko in prometno infrastrukturo in hkrati tudi digitalno, kajti samo skozi to sodelovanje bomo mi lahko prišli do enih stabilnih sistemov, kjer se bo potem te alternativni viri lahko uporabljali, oziroma se bo potem lahko dejansko širile tudi mobilne rešitve, ki so vezane na zeleno ekonomijo. In zaradi tega je ta drug poudarek na mobilnosti zelo jasen in viden in se poleg infrastrukture in dostopa do alternativnih virov, predvsem ta segment ukvarja z storitvami z dodano vrednostjo, novimi storitvami, tako imenovanimi mobilnost kot storitev, kjer bi prišli iz tega lastniškega koncepta na koncept uporabe in s tem bi lahko veliko bolj optimalno začeli upravljati tudi mobilna omrežja. Pri tem bo eden ključnih elementov razpoložljivost, cena in pa pripravljeno od nas posameznikov in posameznic, da spremenimo svoje navade obnašanja in seveda preidemo iz tega, da nekaj skozi držimo, pa čeprav je v povprečju avto uporabi v Evropi 1 uro, smo vsi še vedno zelo na dan, smo mi še vedno zelo vezani na ta lastniški koncept, da seveda imamo takrat, kadar rabimo, vedno na voljo. In to je glavni izziv te transformacije, ki mora zagotoviti to udobje, to predvidljivost, to razpoložljivost in seveda cenovno učinkovitost, zato da se bo tudi obnašanje spremenilo. Zdaj, skupno, če bi na hitro povzela, glavni razvojni izzivi, ki jih imamo, predvsem na tej infrastrukturnem nivoju, sploh če upoštevamo tudi digitalni element, ki je seveda potreben za vse vrste pametnih rešitev, naj bo to v energetiki, prometu ali pa v integriranih rešitvah, tako imenovanih pametnih omrežij. Potrebujemo še določene konkretne tehnološke rešitve. Predvsem baterije, ki jih lahko recikliramo in so dvosmerne, ki dovoljujejo, da lahko to prosto teče od ponora do izvora in lahko vsaka aparatura deluje tudi kot baterija oziroma in je aktivna v sistemu. Trenutno tovrstne rešitve še ni uradno na trgu, vem, da nekateri že krekajo baterije, ampak zaenkrat te rešitve še ni. Drugo je seveda že prej imenovani zalogovniki, potem novi zagonski sistemi, predvsem tukaj, da seveda govorimo o električnih motorjih, vidimo, da se je Evropska unija odločila tudi za podporo vodikovih rešitev in v prehodnem obdobju tudi plina in različnih oblik plina. Potem pa
novi poslovni modeli in predvsem tudi novi materiali, ki bodo vse to skupaj podprli. Vse skupaj je tudi sklajeno z globalnimi cilji, ki jih je že pred leti poslali v prostor Združeni narodi. In če Evropa še tako odlično izpelje svoj zeleni načrt in svoje zeleno prestrukturiranje, vemo, da brez globalnega sodelovanja to ne bo šlo. Ker če nič drugega, umazanija ne pozna meja. Naj bo to v oceanih, naj bo to v zraku, seveda je potrebna globalna akcija in pri tem zelenem načrtu oziroma pri tem prenovi Evrope vsaj glasniki vse premalo to poudarjajo. Do danes iz tega pravzaprav nisem slišala poudariti niti enkrat, vendar vkolikor EU ne bo uspela zmotivirati ostalih držav po ostalih kontinentih in aktivno sodelovati na nivoju Združenih narodov in zagotoviti, da te svoje poglede, ki so zelo napredni, za katere verjamem, da bodo tudi zelo učinkoviti, ne uspe prepeljati tudi na globalni nivo, potem seveda mi ne bomo mogli doseči želenih ciljev, ker umazan zrak bo še vedno prehajal evropske meje. Mislim pa, da imamo opravka še z nečim več kot samo z zelenim načrtom do 2030, do 2040 ali pa do 2050 in osebno se trenutno ukvarjam z konceptom nove civilizacijske paradigme. Če dobro pogledamo vse te načrte, vse te strategije, vse akcijske načrte in projekte, ki se že oblikujejo, vidimo, da skozi to spreminjamo tudi nek družbeno-socialni kontekst, predvsem pa tudi miselnost ljudi. In če gledamo skozi nekaj stoletij oziroma predvsem tisočletij, vidimo, da se vsake toliko časa v ciklu, naravnem ciklu obnašanja sistemov pride tudi do večjega preloma in verjamem, da smo na začetku tega procesa tudi mi in verjamem, da sooblikujemo neko novo civilizacijsko paradigmo, ki jo jaz osebno imenujem ekocivilizacija in za katero verjamem, da je verjetno za nas tudi eksistenčnega pomena, neka vrsta vstopnica za naš obstoj. In na koncu bi samo še podelila, v čem je kje vidim te glavne izzive v ozelenitvi trenutnih obstoječih modelov. Če pogledamo pravila inovacijskega obnašanja, vidite, da sistem, ki nima inovacij, seveda slej ko prej propade. Star sistem, ki ves čas uvaja inovacije, vendar če pri tem ne prihaja do vsebinskega in strukturnega preoblikovanja, potem ravno tako odide oziroma propade. Upanje je, da z inovativnimi razmišljanji, pogledi, projekti, mi vstopamo tudi ne samo v poslovne inovacije, ampak tudi v družbene, politične, strukturne inovacije in skozi to preoblikujemo tudi način, kako med sabo sodelujemo. Kar vidim jaz kot naš glavni izziv trenutne civilizacijske mentalitete, je to, da smo si orodja postavili za cilje. Ker naenkrat smo začeli braniti ekonomske modele, borze, obstoječe izobraževalne sisteme, zdravstvene sisteme, nismo pa sposobni se vprašati, zakaj to sploh rabimo. In verjamem, da bodoči koncept razvoja skupnosti bo v tem, da bo dejansko postavil kot osnovne cilje opazovanja in fokus razvoja bitja, kjer smo seveda tudi ljudje, družba, skupnosti, zemlja oziroma planet in z vsemi svojimi resursi, od katerega zelo zavisimo, in če hočete zavest, akumulacija modrosti, znanja in končno, da bomo sposobni tudi čez civilizacijskega integracije. In vse to seveda bojo povezovali pomembni odnosi, ki pa bojo predmet konstantnih sprememb v luči potreb teh 4 naštetih entitet za njihov razvoj in za njihovo napredovanje. V okviru tega seveda imam tudi jaz svoje sanje in mislim, da sanje so dovoljene in če sanjamo skupaj, potem to postane tudi družbene transformacije.
Verjamem, da je čas, da ta individualizem, ki je bil nujno potreben in se je postavil zoper zelo močnemu kolektivizmu, ki obstaja v prejšnjih civilizacijah, je čas za eno zdravo integracijo in upam, da se bomo v okviru tega še srečevali in tej zeleni zgodbi dali še povsem nov moment in povsem nov pomen. Najlepša hvala za vašo pozornost. Gospa Bulc, iskrena hvala za podelitev vaših izkušenj, ki ste jih pridobila v času, ko ste bila na Evropski komisiji komisarka, in tudi za strukturiran pogled na to, kako ta razvoj za zeleno tranzicijo poteka že več mandatov in več let in dejansko na koncu smo ljudje in vsi imamo sanje, da bi nam bilo bolje in prizadevajmo si, da bomo te sanje uresničili. Hvala še enkrat, da ste bila z nami. Hvala za priložnost. Hvala. Bližamo se k naši okrogli mizi. Medtem ko na oder vabim sogovornike za okroglo mizo, bi z vsemi gledalci, ki ste po spletu, z vami podelili eno anketo z 3 vprašanji, da vidimo malo pogled o tem, kako ste seznanjeni z evropskimi in slovenskimi finančnimi inštrumenti. Tako da tehnike prosim za anketo, vas, ki ste po spletu, pa za glasovanje. Rezultati na vprašanje, kako ste seznanjeni z evropskimi in slovenskimi finančnimi instrumenti za zelene projekte. Najvišji odgovor je nič dobro, niti slabo, potem približno enako dobro in slabo, to je po 25% in po približno 2% zelo dobro oziroma zelo slabo. Tako da tukaj imamo še precej potencijala. Prosim za naslednje vprašanje. Prosim za glasovanje. Kje vidite največje izzive za pridobivanje EU sredstev? Torej, nepoznavanje finančnih inštrumentov, nepripravljenost projekta, prekompleksna dokumentacija, neustrezna partnerstva ali drugi vidiki. Prispelo je nekaj več kot 70% glasov. Največ ste označili prekompleksno dokumentacijo, potem nepripravljenost projekta, druge vidike in nepoznavanje finančnih inštrumentov. Hvala. In še zadnje vprašanje. Zadnje vprašanje pa se glasi, ali imate pripravljene zelene projekte, s katerimi bi lahko pridobili povratna ali nepovratna sredstva. Tako z nekaj več kot 50% glasovi imamo približno 60% oddanih glasov se glasi, da imate pripravljene projekte, oziroma se približuje imate in nimate, tako da to so v bistvu spodbudni odgovori, da projekti so, tisti, ki pa še niso, pa upamo, da so danes dobili ideje, na kakšen način in kje pridobiti sredstva.